Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Fazaneriji. Torej čakamo na pričetek tekme uvodnega kroga prve lige Telemach med Muro in Nafto. Lendavčani so po dolgih 12 letih ponovno med elito slovenskega nogometa in seveda žreb je določil, da bomo prekmurski derbi spremljali že na prvi tekmi nove sezone. Pa potem Maruško, nevaren strel kapetana Mure, Matica Maruška. Morda celo priložnost za prvi pravi napad tudi Nafte. Brkić in tole bo kot. Pucko, dobro se je znašel Pucko, Ščernjavič pred vrata, priložnost toda brani 19-letni vratar, ki meri višino 193 cm. Nuhanović, gneča pred vrati, pa strel, toda prek vrat je sprožil Almin Kurtović. Kureš je dobil skok Maroša, dobra podaja Maroše, Proleta, to je zdaj obetal napad za Muro, še vedno Proleta, pa potem strel, mimo vrat Gal Kureš. Pripravljen je torej Almin Kurtović, skota, priložnost zdaj tam za Maruška, Kureš do strela, pa še enkrat Maruško! 1:0. Matic Maruško, kapetan Mure, za vodstvo torej na tem prekmurskem derbiju. Led je končno prebit. Padel je gol torej nocoj v Fazaneriji v 59. minuti. Matic Maruško, veselje seveda Black Gringosov. In še kako je odleglo, videli smo trenerju Mure Tončiju Žlogarju, ki je že imel pripravljenega Vizingerja. Bomo videli, ali ga bo kljub temu zadetku Maruška poslal v igro. Takole po odbitku potem v drugo Matic Maruško, ki je žogo poslal torej v mrežo Nafte. Sanjski začetek sezone proti velikemu rivalu, proti lokalnemu rivalu, trdo prigarana zmaga, ampak imeli ste pobudo, iniciativo, večji del tekme. Kako ste videli tale dvoboj? Ja, težka tekma, derbi, prvo kolo, kakorkoli, mislim, da smo bili boljši nasprotnik, da smo zasluženo zmagali. Priigrali smo si kar nekaj dobrih situacij, da bi prej lahko že zadeli. V fazi branjenja nismo dosti niti omogočili Nafti, da bi bila nevarna. Normalno, malo nam je zmanjkalo kvalitetne podaje v zadnji tretjini, ampak jaz mislim, da smo tekmo odigrali tako, kot smo se dogovorili. Čestitam fantom, čestitam navijačem in jaz mislim, da je to njihova zmaga in dobra popotnica za naprej. Zagotovo je tudi ničla v obrambi nekaj, kar trenerju vselej podpišete, ampak sami ste dejali, prihajali ste v to nevarno cono, ampak potem tudi Gal Kureš je dejal, v polčasu manjka tista zadnja podaja. Ja, malo, kot sva govorila že pred tekmo, sigurno nogometaši niso v polni formi, v smislu, ker smo trdo trenirali, malo nam zmanjka kakšna prijateljska tekma, tako da tu bomo sigurno boljši, ampak tu pride do izraza tudi malo individualna kvaliteta. Jaz verjamem, da ko bodo tudi drugi igralci še dosegli nek nivo forme, če se bomo še kaj okrepili, bo to potem lažje izvedljivo in boljše. Prihaja gostovanje v Domžalah, še ena zelo pomembna tekma v luči tega boja za Evropo, ki ga Mura zagotovo želi.
Dobro, težka tekma, se strinjam, kar se tiče boja za Evropo. Jaz mislim, da moramo biti realni. Sigurno te navijači in to okolje si to zasluži, ampak moramo biti realni v smislu, da ta ekipa skoraj v zelo podobni podobi lani je še 3 kole do konca se borila za obstanek. In jaz mislim, da je naš cilj se bo lahko izpostavil konec avgusta, ko bo končan prestopni rok. Zdaj pa moramo gledati tekmo po tekmo, čim več točk nabirati, se izboljševati v sami igri in jaz mislim, da to mora biti naš osnovni cilj. Bo pa verjetno zdaj precej lažje po tej pomembni zmagi. Videlo se je, kako je odleglo fantom, pa tudi vam redko vas vidimo takole energične kot zdaj po koncu tekme. Ja, mislim, smo se zavedali, kot sem dejal že pred tekmo, kaj ta tekma prinaša za celotno regijo, za celotno okolje. Veliko število ljudi in ja, taka tekma ti da, bom rekel, nek zagon, ti da veter v hrbet, ampak danes je en lep dan, čestitke fantom, jutri naprej pa začne priprava na Domžale. To je pač, ko pravi en star prigovor, ena lastovka ne prinese pomladi, super je, dobro za vse, ampak v soboto je že nova tekma. Tonči, hvala za danes in srečno. Najlepša hvala. First game of new season, defeat against the biggest rival. First thoughts? We need 15-20 minutes to arrive to the game, but after that, sometimes we dominated the game. Also, we had the same chances. It was only a little difference, maybe the home pitch, especially at the end. Sometimes I don't understand. Inside 1 second, Mura did the same fall as we did, and it was a free kick for them. So, but this is decisive on these kind of games, because from 20-23 meters, if we have a good free kick position, it can be decisive about the final. You are leaving the game without the points. What about the performance? Some minutes were quite good. Yeah, I'm really satisfied with the team. Of course, the mentality was perfect. I would like to congratulate the guys. They did their best. They put the performance on the pitch. If we continue like this, we will stay in the league for sure, and we can dream more, I think. Of course, we have to be realistic that this team is together since 3, 4 weeks. They have to get to know each other, and if we think about it, that we are play like this after 3 weeks, and we will have 3-4 more players, I have no worries. Thank you very much. Me too. Dolgo je Prekmurje čakalo tole tekmo, vi ste jo odločili, verjetno danes daleč najbolj vesel igralec Mure. Pa sigurno, vsi smo zelo srečni in veseli, da smo dobili to vodno tekmo, ta derbe, dolgo pričakovane, na koncu sem zabil ampak moram pohvaliti svoje igralce, borili smo se zelo in to nas je nagradilo. Silovito, dominantno ste vstopili v tekmo tistih prvih 15 minut, imeli ste na koncu skoraj 20 strelov, ampak tistih prav veliko zrelih priložnosti pa ni bilo. Pa prevladovali smo v igre, žal smo bili premalo natančni v zaključku. Verjamem, da se bo iz tekme v tekmo tudi to izboljšalo in gremo z dviganimi glavami naprej. Zagotovo zelo dober sanjski začetek sezone, prihaja gostovanje v Domžalah, še ena zelo pomembna tekma v boju oziroma v luči teh točk, ki jih Mura želi za Evropo. Pa to je komaj začetek prvenstva, vsaka tekma je res izjemnega pomena in gremo tekmo po tekmo in bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Za konec še to, tale kulisa je res spomnila na tiste zlate čase prekmurskih derbijev, prekmurskega nogometa. Vsaka čas navijačem, ki so zbrali v tako velikem številu, želim si, da bi bilo tako tudi na vsaki naslednji tekmi in gremo naprej. Matic, najlepša hvala. Najlepša hvala. Tekma v novi sezoni, derbi v lepi kulisi, v pravem nogometnem ozračju, na koncu pa ste ostali brez točk. Prva misel po, recimo temu, uverturi v novo sezono. Lahko bi rekel prava tekma, pravi derbi, res čvrsta tekma. Lahko čestitam moje ekipe, lahko čestitam njihovo. Mislim, da bi remi bil realen. Ampak gremo naprej. Tudi trener je rekel, da ste nekako potrebovali 15-20 minut, da ste se prilagodili na to igro Mure. To verjetno utegne biti kar težava oziroma nekaj, kar se bo ponavljalo. Veliko fantov še ni igralo v prvi ligi. Ja, res je. Rabili smo 20 minut, da pridemo v igro.
ampak mislim, da bo to iz tekme v tekmo boljše, tako da samo gremo naprej, glave gor in z mislijo že na Radomlje. Prihajajo, kot ste dejali, Radomlje proti recimo temu neposrednemu konkurentu, vse tako se zdi za tisto golo preživetje, ki ga želite, ki je cilj v tej sezoni, tam bodo verjetno cilj vse 3 točke. Ja, mislim, da je vsako tekmo cilj 3 točke. Nikoli ne gremo na remi, zmeraj gremo na 3 točke in tako bomo šli vsako tekmo in v petek. Kako pa ste videli tole, tudi Nafta je imela tu v Murski Soboti danes kar veliko število podpornikov. Ja, res, izjemna publika, rad bi se zahvalil vsem navijačem, da so prišli in mislim, bomo probali dožiti z boljšimi igrami. Darko, hvala. Hvala.